Radio Rubin in tvojih 60 minut. Dober dan, vošči Amerika koncot. To uro bomo stkali portret izjemne igralke tako na odrskih deskah kot pred filmskimi kamerami. Nagrajena številnimi nagradami in priznanji, 2 desetletji del novogoriške gledališke ekipe, skromna poliglot, ljubiteljica narave. Med valovi Radia Robin lepo pozdravljam igralko SNG Nova Gorica Marjuto Slamič. Pozdravljeni in dobrodošli. Najin pogovor bi pričela kar z vašim prvim spominom na gledališki odru otroških letih. Se spomnite občutka, ko ste prvič vstopili v gledališče? Najbolj spomnim v bistvu ene otroške predstave, v kateri sta igrala Dragica Kokot in Ivo Barišič. In spomnim se, da je Ivo Barišič igral Žabca in spomnim se, da je imel ene take zelene žabe in take suhe noge in si mi nogami izganjal kar take virtuozne Barišičeve korake. Tako da to je moj prvi spomin na gledališče, tak, da je še vedno tako zelo živ v meni, no, pa da sem si zapomnila takrat, da je to Ivo Barišič. Sem kar navezala na ta vaš spomin. Z Barišičem ste bili kasneje soigralca na novogoriškem odru. Kako bi opisali občutek, ko je bil na to vaš gledališki kolega? Moram reči, da na začetku sem imela kar do vseh eno tako straho spoštovanje, ker je to bilo gledališče, ker sem ga največ gledala kot otrok, ne. Goriško gledališče, ker sem Zajdušne in tako da sem imela največ stika z njimi in je bilo kar na tako straho spoštovanje, kar 1 leto ali pa še več mogoče. Predvsem sem se pa od vseh kolegov starejših ogromno naučila, ne samo od Diva, tudi od Mire Lampe, pa od Teje Glažar, Bineta Matoha, mislim od vseh, pa od Dragice Kokot, tako ogromno, no. To je zelo dragoceno, da lahko mladi delamo s starejšimi, takrat, ko si mlad. Kaj pa je botrovalo k vaši odločitvi, da se spustite v te igralske vode, mogoče kakšna gledališka osebnost, želja, hočem postati to? Pa ne, v bistvu se je tako, mislim, da je bila to ena izmed mojih prvih želj, kaj bi bila, da je bila biti igralka. Zato, ker sem tudi v osnovni šoli sem sodelovala pri vseh teh krožkih, gledaliških, dramskih in tako dalje. In sem se ves čas odločila med tem, ali bi bila plesavka, ali bi bila igralka. In je pol, glede na to, da sem Zajdušne, plesnih nekih možnosti ogromno ni bilo. Pa po moje sem tudi tako, najmanj lena sem bila pri tem, no. Pri vseh ostalih stvarih sem bila zelo lena, tle pa ne. Najprej ste se odločili za študij filozofije in ruščine, potem pa po nekaj mesecih naredili preobrat in odšli v Veliko Britanijo. Ne, jaz sem se kar takoj že odločila, mislim, sem bila odločena, da bi študirala igro, ampak nisem naredila sprejemnih izpitov pri nas in pol tako, da sem se kar nekaj upisala, pa sem pa videla, da ne bo šlo, da ne bom, da sem prelena, da me nič drugega ne zanima, tako ko me zanima to in potem sem šla v Anglijo, najprej kot au pair, potem sem pa vseeno poskusila še tam sprejemne, ker sem že mislila, da ne bom tega delala. Sem vedela, da ne bom filozof in da ne bom rusist, filozofinja ali rusistka. In sem pol tam poskušala sprejemne, srečo tam, pa sem naredila na vse šole, kamor sem šla, pa sem nekaj okej, pa že nisem tako za nič. In sem pol tam zbrala denar in študirala. Ste tam tudi igrali na odru v kakšnem gledališču ali so bili prvi nastopi kar na novogoriškem odru? Ne, sem ostala še nekaj časa po študiju gor in sem delala v bistvu 1,5 leta po končanem študiju, tako da sem pol šele prišla nazaj, no. Tako. Cenjene poslušalke in poslušalci, ne odidite daleč, pogovor z Marjuto Slamič nadaljujemo takoj po glasbenem predahu.
Marjota Slamič, članica ansambla SNG Nova Gorica, je današnja gostja Radia Robin. Igro je študirala v Veliki Britaniji, zato ne moremo mimo tega vprašanja, ali je kakšna razlika med britanskim načinom igranja in slovenskim. Ali je igranje vedno igranje? Mislim, igranje je vedno igra, ne? Ali tukaj ali tam. Razlika je v sistemih, kako do tega prideš in kako ustvarjaš in kako delaš. V tem je pa velika razlika. Tam so recimo študiji veliko krajši, vse je bolj, dosti bolj je vse povezano z denarjem, kot tukaj. No. Tako. Kaj pa izkušnja, ko se Slovenec odloči za študij igranja v Veliki Britaniji v drugem jeziku? Ja, to je posebna izkušnja, ker to ni tvoj jezik in moraš na en način jezik posvojiti in seveda pol temu primerno moraš tudi malo več delati, kot tvoji kolegi, ki so Angleži. Ne? Ampak mislim, da to samo bogati človeka. No? V vsakem primeru take stvari samo bogatijo. Se spomnite svojega prvega nastopa na novogoriškem odru, občutkov, mogoče tega strahu, treme? Mislim, to vsekakor, trema je vedno, ne. Čeprav jaz nisem neka huda tremašica, ampak vedno je, ne. Da bi se pa prav spomnil na prvega, se pa ne, moram reči. Vem, da mi je bilo samo tako veliko, se mi je zdelo, zelo veliko se mi je zdelo, pa recimo nisem razumela, da kar v Angliji na tehničnih vajah si, tle pa nisi pri nas in sploh nisem razumela in jaz sem na tehnično vajo zjutraj, ko je bila upisana, prišla in so me vsi gledali čudno, kaj pa ti tle počneš, nekaj, ja, na tehnični vaji sem, ne. Se je vaja, tako ene sisteme sem še morala takrat malo podoživeti drugače, pa preživeti. Katere vloge pa so vam bolj blizu, bolj s klasičnimi vsebinami, eksperimentalne? Mislim, moram reči, da jaz nimam nekih, da bi imela nekaj, da bi mi bilo nekaj bolj, da bi mi bolj ležalo ali manj ležalo, to najbrž bolj publika zna presoditi. Meni je pomembno, da imam izziv. In izziv je vedno in je lahko tako v klasiki, kot je v neki eksperimentalni predstavi. Ne. Predvsem sem zelo hvaležna, da delam zelo različne stvari. No. To sem zelo hvaležna. Vaša paleta vlog, bi lahko rekla, ima vse barve, od temperamentnih do komedijskih, prefinjenih, pretresljivih. Kako skakate iz teh vlog? Vam je to težko? Niti ne, moram reči, zaradi tega, ker se mi zdi, da živim dokaj dolgočasno življenje in vsaj se mi razpirajo neke nove dimenzije ali pa drugačne dimenzije. Ne, sam je pa tako, kot sem že rekla, sem res hvaležna, da lahko igram zelo različne stvari in zato sem tudi hvaležna vodstvu SNG, zdajšnjemu, prejšnjemu, kateremu koli, ker sem vedno sem imela to možnost, da sem igrala zelo različne stvari. Ne. Lahko rečemo, da ste na odru furjasti, polni energije, medtem ko doma bolj umirjeni? Ne, niti ne, niti ne, tako sem furjasta kar povsod. Eterična recimo nisem nikjer, ne, tudi doma ne. Kakšno mnenje ima Marjota Slamič o medijski pozornosti in kritikah po skladbi? Early in the morning I still get a little bit nervous, fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Urge when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express so thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'd understand. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every
Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets caught. 'Cause even though I'm old and know and I know how to shake off the past, I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath, spinning out in space, pressing up my chest. I don't wanna lose control. I need you to know I would never be this strong without you. You've seen how I grow, you took all my doubts 'cause you were home. I don't wanna lose control. There's nothing I can do anymore. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath, spinning out in space, pressing up my chest. I don't wanna lose control. Na valovih Radia Robin danes portret gledališke in filmske igralke Marjute Slamič. Medijska pozornost, gospa Slamič, vam ni najbolj blizu, je ne marate preveč. Mislim, ne zdi se mi potrebna za to, kar počnem. To sta dve popolnoma različni stvari. Biti znan ali pa biti igralec, to nima eno z drugim popolnoma nič. Nobene veze. Tako da, se pol tem raje izognem, če se le da. No. Mislim, ne zdi se mi potrebno imeti neko medijsko pozornost, če ni potrebno, ne vem, prodajati sebe kot artikla. Ne. Tukaj mislim, da je zelo zmotno razmišljanje, da je slava enako vredna igralstvu. Nima eno z drugim popolnoma nič. In če se lahko temu izognem, se izognem. Torej igrate zaradi lastnega užitka, ne zaradi slave, aplavzov. Ja, to je popolnoma, to je postranskega pomena. To pač en toliko javna osebnost postaneš tem, ko si na odru in ko si pred ljudmi, ampak nima pa to nobene veze s tem, kar delaš v bistvu. Je kakšna vloga, ki vam je tako blizu, pa naj bo to nedavna ali starejša vloga, ki se je ne bi nikoli naveličali igrati? Ne vem, bolj predstav mogoče. Jaz nisem toliko ne navežem se toliko na vlogo, kot se na predstavo, recimo. Ne. Določene predstave zelo rada igram. Pa je to odvisno bolj od tega, v kakšni konstelaciji sem soigralci, pa kako je predstava postavljena. Medtem ko, tako da ne bi rekla, vedno sem recimo zelo sem uživala v igrati barufe ali pa zdrahne, tudi takrat še te prve. To mi je bil vedno velik užitek, zaradi tega, ker je res taka energična, energičen skupek energij se je zgodil na odru vedno, no, tako par eni in par ta prvi in par ta drugi, tako da to sem recimo zelo uživala igrati. To je bolj tako, no, zdaj kar tako se ne morem spomniti, kjera bi mi bila še kdaj, pa recimo predstave Pavla Mađelja zelo rada odigravam. Je v bistvu res stvar tega, kako smo med sabo povezani, ne, na odru z ostalimi soigralci. Je bolj stvar tega, kakor pa mene same, no, tako. Ko ste že omenili barufe,
leta 2018 ste v tem istem ciklusu igrali tudi Hekabo v Trojankah in za obe vlogi prejeli nagrado Tantadruj. Strokovna žirija je takrat zapisala, da ste ustvarili vlogi, ki jih bo pomnila gledališka zgodovina. Kako vas je ta ocena pobožala po duši? Tega, kar si zdaj rekla, se niti ne spomnim, da so to rekli, tako da me zdaj poboža, pa je prijetno slišati, recimo. This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live alive. It's my life. Yeah, this is for ones who stood their ground. For Tommy and Gina, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking even look, you gotta make your own breaks. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live alive. 'Cause it's my life. Better stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, and it's now or never. 'Cause I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live alive. It's my life. And it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live alive. It's my life. Marjota Slamič je danes naša gostja na Robinu. Pred skladbo sva ostali pri ocenah in božanju po dušah. Kakšen odnos sicer imate glede ocen, kritik? Mislim, kritika je zdaj v zadnjem času postala zelo nerelevantna, bom rekla, ker je dejansko niti ni naš teater konec koncev spremlja zdaj po novem, sam še Primorske spremljajo in Primorski list in nič drugega, tako da bom rekla, da je to zaenkrat je fajn je, če je ljudem predstava všeč, to pa itak začutiš na odru. Drugače pa moram reči, da nekega velikega pomena kritiki
ne dajem, kar je res ni kritike kot kritike, ki bi bila konstruktivna, pa bi ti lahko pomagala, pa bi se od tega kaj naučil, pa bi od tega kaj imel. Moram reči, da nažalost gledališka kritika kar izumira. No? Taka kot gledališka kritika, res dobra kritika. Ne? Pri nas moram reči, da lahko preštejem, niti na prste roke kritike. No? Tako da. Pa jo igralci pogrešate tako kritiko? Ja, seveda jo pogrešamo. Pogrešamo zato, ker to je eno strokovno ogledalo delu, ki ga opraviš. Ne? In jo seveda pogrešamo in je nujno potrebna tudi za nas, zaradi tega, ker tako lahko, je res to eno strokovno ogledalo, ne? Ki pomeni, na eni strani to pomeni publika ogromno, kako publika sprejema predstavo, na drugi strani pa seveda tudi strokovnost. Ne? In je oboje nujno potrebno za eno samo refleksijo, ne, v delu, tako da delamo za ljudi in delamo tako kot za strokovne ljudi, kot za publiko. Ne. Je kakšna vloga, ki vam je povzročila precej sivih las, da ste kar izgubljali živce, kako jo boste spravili na oder? Marsikatera. To se doskrat zgodi, da recimo ne veš ali pa nimaš dovolj pomoči ali pa to se doskrat zgodi. Tako da niti ne bi mogla ene same zdaj tako najti, ampak kdaj se znajdeš, sam spet je bolj odvisno od tvojega osebnega počutja, ne, kot pa dejansko od vloge, ker če se posvetiš vlogi, pol nekako se skoplješ čez. Ne. Kako pa sicer poteka raziskovanje vloge, kako si pomagate? Greste med ljudi, se pozanimate, kakšna čustva, emocije naj bi ta osebnost imela? Jaz sem zelo intuitivna igralka, ne? Nisem tako zelo analitična, ampak kar meni veliko pomaga, prav pri nekih teh, kako postaviti, pa odkje prijeti, je to, da se, če je tekst dovolj dober, ne, kar tudi po večini v gledališču je, ti bo že tekst samo vse povedal. Ne. Tekst, in če mu slediš, ti bo dal marsikaj. Ne. Boš našel recimo smer, v katero moraš iti, ali se to razlikuje od režiserjevega videnja, ali ne, to sploh ni pomembno, ker vedno imaš tam tekst, na katerega se lahko osloniš. Ne hodite daleč, Marjota Slamič ostaja v naši družbi tudi po naslednji skladbi. Tvoja senca, ko bo šla, rad bi bil odeja za oba. Hočem biti blazina, ko greš spat, rad bi bil fotelj, ko ne moreš stat. Bil bi oblačilo, ko nagasi, najbolj nežna ura, ki te zbudi. Ledeni sladoledki ga poješ, rad bil bi samo tvoj angel, ko umreš. Ker ti si vse, kar jaz imam, danes si tu, a jutri si tam, ker ti si vse, kar jaz imam. Ker ti si vse.
laseh, na usta ti prilepil bi nasmeh. Lahko sem tudi solza, ko jočeš se, bil bi črno vino, da popiješ me. Jaz sem hladen veter, ko ti vroče je, ko je hladno pulover, da se grejem te. Kot tvoja rdeča šminka na ustnicah, na tvoji roki ležal bi kot beli prah. Ker ti si vse, vse kar jaz imam, danes si tu, a jutri si tam. Ker ti si vse, vse kar jaz imam. Danes pišemo portret članice ansambla novogoriškega SNG, Marjute Slamič. Marjuta Slamič in glasba. Kaj vam pride na misel, gospa Slamič? Kako ste povezani, recimo musicali? Kaj pa vem, jaz musicale na en način imam rada, ne, bolj jih rada gledam, kakor v njih nastopam. To je meni zanimivo. Sicer zanimivo je to, da kar skoraj vseh musicalih, ki se jih dela, pri nas sodelujem, ampak nimam zapevko, ne, daleč od tega. Bliže so mi recimo glasbene predstave, kakor musical, ne, tako bom rekla. Če že, ne. In se znajdete dobro? Ja, se kar znajdem dobro, ja. Ko že omenjate, da jih rajši gledate, kakšni ste pa vi kot gledalka? Radi zaidete v gledališče, pa pogledate svoje kolege igralce na odru? Ja, zelo rada gledam predstave, moram reči. Imam gledališče kot gledalka zelo rada. Ker, ne vem, jaz nisem tip igralke, ki bi gledala z nekim kritičnim očesom. To lahko vedno se mi zgodi šele čez nekaj časa, da predstavo tako nekako prebavim pri sebi. Bolj je stvar tega, da prav uživam gledati kolege, kaj delajo. Prav uživam, no, tako da. Torej vas ne prevzame ta poklicna deformacija, da bi gledali malo po strani igro na odru in dejansko ocenjevali, kaj je vse v ozadju? Temu se ne moreš izogniti, ne, deformiran si, ne. Meni se recimo dostikrat zgodi, da jaz se popolnoma prepustim in uživam v tem, kar kolegi počnejo, ne, da predstave same niti, če me nekako predstava ni, naprimer, da me ne predstava v celoti, prevzamejo kolegi lahko, ne, tako v tem smislu, tako da sem zelo prizanesljiva gledalka, no.
Kaj vas pa najbolj prevzame? Ste bolj gledalka komedij, dram? Kaj vas najbolj privlači? Kateri žanri? Zelo odvisno spet, ne moram reči, da me komedije ne, ampak zelo rada vidim predstave, ki iščejo nekaj novega, ne. To recimo, predstave, ki iščejo nov izraz, ne. To me najbolj prevzame, recimo, ne. In da ga najdejo ta nov izraz, ne, tako. Ste sami kot igralka dosti eksperimentalne narave, radi se spuščate v ta tip igre, raziskujete? Ja, zelo rada. Moram reči, da zelo rada. Če vidim, da imamo kaj smiselnega skupaj zapovedati, ja, se mi zdi to v bistvu na en način najbolj smiselno gledališče, ne. Ker po tej strani imamo tudi mi, igralci, največ od tega, zaradi tega, ker raziskujemo, ne. Če delaš nekaj, kar je zelo klasično postavljeno, niti ne raziskuješ toliko, ampak sam slediš nekim navodilom, ne. Tako da, kjer je pa prisotno to, da se raziskuje, pol je pa vsekakor bolj zabavno vsem nam, no, po moje. V filmu ste tudi kar doma, zaigrali ste kar v nekaj filmih, prejeli pa kar 3 nagrade Vesna. Kako bi primerjali igro na odru in igro za kamerami? Kaj je tista ves in kaj je tisto, kar jo ločuje? Ja, meni se zdi igra povsod igra, ne. Gre za stvar pozornosti in prav pozornosti, no, niti ne prezentnosti, ki se razlikuje, ne. Na filmu recimo veš, ali imaš bližnji kader, ali imaš malo večji kader, ali kakorkoli, no, to in pol pozornost temu primerno določaš, kje jo imaš, ne. Jaz ne vidim neke velike razlike med enim in drugim, no, tako bom rekla, ne zdi se mi, da je nekje bolj naravno in drugje manj naravno, no, tako. Torej se vi počutite doma v obeh kulisah, tako gledališki kot filmski? Moram reči, da se počutim bolj doma v filmski kulisi kot v gledališki. Mogoče pa to zaradi tega, ker jo imam manj in jo bolj pogrešaš. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why did you have to go and leave my world so cold? Every day I sit and ask myself, how did I slip away? Something whispers in my ear and says that you are not alone. I am here with you. Though you're far away, I am here to stay. But you're not alone. I am here with you. Though we're far apart, you're always in my heart. But you're not alone. Lord, why, Lord? Just the other night, I thought I heard you cry, asking me to come and hold you in my arms. I can hear your prayers, your burdens I will bear. But first I need your hand, then forever can begin.
Marjuta Slamič, igralka, doma tako na gledališkem odru kot na filmskem platnu, članica ansambla iz Srngenova Gorica, je bila naša današnja gostja. Prestalo pa nama je še nekaj minut, torej zagriziva še v naslednje vprašanja. Koliko svobode imate pri svojem ustvarjanju? Ste imeli recimo izkušnje z režiserji, ki so vam dali precej svobode, in tistimi, ki so vam je dali nekoliko manj? Ja, seveda, to je zelo odvisno od režiserja. Ne? To je zelo odvisno od režiserja in režiserji zelo puščajo, da sam delaš, pa da sam raziskuješ, pa da se igraš, eni pa malo manj, ker imajo tudi drugačen tip gledališča, ker je recimo malo bolj analitičen in matematičen. Ampak meni je oboje fajn, moram reči. No. Ne bi mogla reči, da mi je eno bližje, pa drugo manj, ker je stvar tega pol, da je mogoče kdaj lih tam, ker jaz recimo, ker sem malo bolj, ker nisem tako analitična, mi je pol fajn delati z nekom, ki je veliko bolj analitičen in pol tam najdem neko drugo svobodo. Drugačen izziv mi postavlja pol to, ne. Pa se morda več naučim. Ne. Gledališča so zaradi epidemije upočasnila oziroma ugasnila motorje, filmska industrija tudi. Kako doživljate ta korona čas? Mislim, meni se zdi to, da so gledališča zaprta, se mi zdi popolnoma noro. Bom pa povedala, zakaj se mi zdi noro. Zaradi tega, ker vsa pravila, ki smo jih sprejeli, da samo toliko gledalcev lahko gre, da imajo ves čas maske, da sedijo precej narazen, vse to mislim, da je zelo zavarovalo ljudi. Ne? In mislim, da bi brez problema lahko delali še naprej. Ampak tako je. Radi imate naravo, vrtnarite, kuhate, imate pa tudi zelo radi praznike. Brala sem, da bi božično jelko postavili že sredi novembra. Ja, jaz bi že nimam je še, ampak počasi bom začela. Kaj vam je od tega časa praznikov najbolj všeč? Te lučke, vzdušje, božične pesmi? Pa po moje celotno vzdušje, jaz sem tudi rojena decembra in mislim, da je pol to tako, ko prije ta december, je to zame čas praznovanja in pol moje družine ima decembra rojstni dan in je ves čas v enem takem prazničnem duhu pol, ne. Tako da se imamo pač fajn, ne. Je po moje to, no. Pa res tako, pa lepo mi je, lepo dekoracijo ima ta čas, no. Pa tudi to spreminjanje jeseni v zimo, to imam tudi zelo rada. No. Marjuta Slamič, hvala za to vpogled v vaš poklic, misli in delo. Ja, hvala vam za podarjeno priložnost, da sem lahko malo pokramljala z vami.